Prva trofeja v novi sezoni je že v vitrinah. Vedno je lepo osvajati, lovorik se nikdar ne gre naveličati. In novo poglavje iz sredinega večera ima naslov NK Maribor, zmagovalec Superpokala 2014. Po sobotni prvenstveni preizkušnji je nov obračun z Goričani pomenil pripravo na dogajanje, ki sledi. Z nekaj spremembami v enajsterici, s play-offom Lige prvakov podzavesti, vendar z dovolj močno izraženo željo po Superpokalu in pot do nove trofeje je bila nadvse prepričljiva. Gledalci so še prihajali na tribuno, iztekala se je druga minuta, žoga pa se je že znašla v goriški mreži. Prosti strel z desne strani, priljubljena pozicija za Vršiča, ki je poskrbel za izjemno podajo pred gol v prepoznavnem slogu, in Vuklišević je dokončal akcijo z natančnim zaključkom. Za ekspresno vodstvo in svoj mejnik to je bil prvi gol obetavnega 19-letnega branilca v članski konkurenci. Ob tako dobrem začetku je učinkovita naveza ponovila vajo. Znova prosti strel z podobne razdalje in s predložkom Vršiča, še enkrat Vuklišević do udarca z glavo, tokrat pa žoga čez prečko. Ko je vratar Simčič v kazenskem prostoru zbil na tla Mendija in je sodnik Žganec brez obotavljanja pokazal na belo točko, goriškemu vratarju pa rumeni karton, še enkrat naloga za Dareta Vršiča. Po asistenci pri prvem golu se je v 19. minuti vpisal še med strelce z natančnim udarcem z 11 metrovke za 0:2. V enosmernem prometu ni veliko manjkalo, da bi se šlo na odmor z 0:3. Vršič je bil začetnik akcije, Mertelj je z natančno podajo odprl pot do kazenskega prostora Fajiću, ki pa je ob soočenju z vratarjem zadel zunanji del mreže. Aljaž Cotman, ki je dobil priložnost prvič v letošnji sezoni, je bil dolgo brez dela. Natančneje povedano do 55. minute, ko je moral posredovati ob udarcu Vetriha in nalogo uspešno opravil. Ko po podaji Vršiča Mendi ni izkoristil priložnosti, so Goričani dočakali trenutek upanja. Po obdobju igranja v podrejenem položaju so bili gostitelji v drugem polčasu aktivnejši in vmes jim je uspelo zmanjšati zaostanek. Po akciji z leve strani in podaji pred gol je Makinva potisnil žogo čez golovo črto za 1:2. Toda šlo je le za začasno preložitev odločitve. Državni prvaki in vnovični zmagovalci Superpokala so zadeve hitro postavili nazaj na svoje mesto. Modolo je s prekrškom ustavil v kazenskem prostoru Vukliševića, sodnik Žganec je še enkrat pokazal na belo točko in domačega branilca z drugim rumenim kartonom poslal v slačilnico. Dvoboj Simčič-Vršič številka 2 in drugič razplet po željah. Izvajalec 11 metrovke je znova v vlogi zmagovalca za vodstvo s 3:1. Goriških upov je bilo konec, nismo pa še dobili dokončnega rezultata. Vršiču ni veliko manjkalo do hat-trika. Po podaji Zahovića in silovitem udarcu je vratarja rešil obrambni blok. Naslednja sta Viler in Mejač z odlično kombinacijo prišla do kazenskega prostora, po udarcu Mejača je Simčič z uspešnim posredovanjem žogi preprečil pot v mrežo. In nizanje napadov v končnici je prineslo še 4. gol. Zahović je podal do Vršiča, ki so mu tekmeci blokirali udarec, toda žoga se je odbila do Fajića in po njegovem učinkovitem zaključku smo šli na zmagovalni oder s 4 doseženimi goli. Veseli spoznanje, da fanti tudi to spremljajo, da vejo, da vsake dve priložnosti morajo izkoristiti in potem se lahko nadejamo tudi uspehu. Mislim, da smo se danes po tem prikazu zaslužili zmago in tako preživeti prvo dobro.
Kar se Mariboru, je to druga lovorika, ki še v karieri nimam, tako da zaradi tega še večje zadovoljstvo. Seveda se pogovarjamo s Celticom, ampak tako smo bili danes skoncentrirani na super pokal, tako bomo naslednja 2-3 dni za tekmo s Celjem.